Še enkrat bi kar povabila k besedi gospoda veleposlanika, gospodin Pasol, gospoda Timurja Evazova, veleposlanika Ruske federacije v Sloveniji. Izvolite, gospodin Pasol. Danes bom govoril slovensko. Učim slovensko, ampak govorim še malo in zato prosim, da oprostite, če bom naredil neke napake. Spoštovani gospod Ujčič, dragi kolegi, prijatelji, danes smo se zbrali tukaj, da bi obeležili pomemben zgodovinski datum. 80 let je minulo od konca velike domovinske vojne, ko je v Evropi spet zavladal mir, ko je bilo poraženo največje zlo v zgodovini človeštva, fašizm. Velika domovinska vojna, ki je trajala dolga 4 leta, je vzela milijone življenj, za seboj pustila nepopravljivo bolečino. Naša država, Sovjetska zveza, je plačala največjo ceno za svobodo držav Evrope. Skoraj 27 milijonov sovjetskih državljanov je umrlo na frontah, v nemškem ujetništvu, za voljo lakote in bombardirani v getih in pečeh nacističnih taborišč smrti. Na tisoče in tisoče železniških vagonov je nedolžnih ljudi, med katerimi je bilo veliko število žensk in otrok, pripeljalo na smrt fašistične taborišči, ki so bili zgrajeni na okupiranih ozemljah. Za ljudstvo Rusije je dan zmage je brez pretiranja univerzalni praznik s solzami v očeh. Dan nacionalnega zmagoslavja in nacionalnega ponosa, dan žalosti in večnega spomina na podvig naših očetov in dedkov, ki so rešili svet pred nacizmom. V Rusiji se dobro spominjamo tisočih vojakov Rdeče armade, ki so spomladi leta 1945 osvobodili ozemlje sodobne Slovenije izpod fašistične okupacije, pa tudi tistih, ki so se med drugo svetovno vojno borili z ramo ob ramo svojimi slovenskimi tovariši. V vrstah osvobodilnega gibanja Sloveniji in s tem približali dan zmage. Mnogi med njimi niso dočakali kapitulacije nacistične Nemčije in so junaško umrli ter zavedno ostali v tuji deželi, daleč od domovine. Ohranjati spomin na vse tiste, ki se niso vrnili iz te vojne, tisto, ki so žrtvovali življenje, je naša skupna sveta dolžnost. Tu v Mariboru, v zgodovinski stavbi nekdanjega nacističnega taborišča za sovjetske vojne ujetniki, v kateri so nacisti s izjemno krutostjo in cinizmom pobili več kot 5000 zapornikov, rdečearmejcev, pripadnikov številnih narodov Sovjetske zveze, se nam v srca s posebno ostrino zareže zavedanje o tem, kako zelo pomembno je ne dopuščati izkrivljanja zgodovinske resnice ob drugi svetovni vojni. Posebej pomembna je naloga ohranjanja zgodovinskega spomina mlajše generacije,
ki se mora spominjati grenkih lekcij najbolj krvave vojne v zgodovini in razlogov, ki so privedli do te katastrofe. V tem procesu igra pomembno vlogo delo zgodovinarjev in znanstvenikov iz različnih držav sveta in tukaj je treba posebej omeniti pomembno vlogo Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno v Mariboru in njegova predsednika gospoda Ujčiča. V zvezi s tem bi rad Mednarodnemu raziskovalnemu centru zaželel še veliko uspehov pri njegovem plemenitem poslanstvu. Veseli prazniki vsem vam, dragi prijatelji, srečen dan velike zmage. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo našemu moderatorju, gospodu Danijelu Siterju, ki bo tudi vodil celotno konferenco. Hvala lepa, gospodu veleposlaniku, za uvodne pozdravne besede. Še enkrat, cenjeni gosti, dragi ugledni govorniki ter vsi ostali poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno in dobrodošli v Mednarodnem raziskovalnem centru druge svetovne vojne Maribor, ki je, kot ste že slišali, lokacijsko nastal na pogorišču nacističnega ujetniškega taborišča in pa nacističnih vojnih zločinov s svojim osnovnim zgodovinskim poslanstvom. Lepo vas pozdravljam na konferenci z naslovom 80 let po zmagi, spomin, resnica in pa zaveza miru, ki jo organizirajo Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne Maribor, Univerza Alma Mater Europaea in pa Sinagoga Maribor. In je posvečena jubilejni 80. obletnici konca najhujše svetovne morije v zgodovini človeštva. Simbolično jo obeležujemo ravno na današnji dan, to je 8. maj 2025, ko je na isti dan pred 80 leti pozno zvečer Wilhelm Keitel, glavni Wehrmachtov poveljnik v Berlinu, podpisal formalno kapitulacijo, brezpogojno kapitulacijo nacistične Nemčije in končal večletno morijo na evropskih tleh. Za začetek mi dovolite, da izpostavim nekaj spoštovanih oseb, ki so znatno pripomogli k odmevnosti in uspehu tega dogodka. Seveda najprej moram izpostaviti direktorja Mednarodnega raziskovalnega centra, gospoda Janeza Ujčiča in pa generalno sekretarko Izo Verdel, ki vsak na svojem področju in nivoju skrbita za uspešno operativno delovanje samega centra, ter seveda gospoda Hajdinjaka, tudi direktorja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki danes pri tem dogodku sodeluje tudi kot soorganizatorka konference. Akademsko odličnost z uglednimi govorniki pa zagotavljajo vsi spoštovani avtorji iz uglednih institucij, ki so dobri poznavalci tematike druge svetovne vojne na Slovenskem, njene kompleksnosti in pa brez katerih seveda današnja konferenca ne bi bila izvedljiva. Pred nami je pester program z 8 referati, zato predlagam, da kar pričnemo. Vsak avtor bo imel na voljo 15 minut oziroma največ 20 minut časa, da predstavi svoj prispevek. Ob koncu bo na voljo tudi razprava.